Zdaj pa poglejmo še libanonsko perspektivo. Z nami je David Daoud, višji sodelavec, ki se osredotoča na Hezbolah in Libanon pri Fundaciji za obrambo demokraciji. David, hvala, da ste danes z nami na i24 News. Imamo precej zgodovinsko srečanje, prvo predsedniško srečanje takšne vrste v skoraj 20 letih. Pravkar smo slišali, kako so ga sprejeli v Washingtonu, ampak kako pa je to srečanje z Donaldom Trumpom sprejeto v Libanonu? Hvala, da ste me povabili. Še vedno je prezgodaj, da bi lahko natančno povedali, kakšne bodo posledice v Libanonu, vendar lahko domnevamo, da bo to okrepilo položaj AUNA v Libanonu. To je del tega, kar želi Trump doseči. Predsednik Trump s tem srečanjem daje svoj ugled Združenih držav Amerike, v podporo AUNU in ga postavlja kot glavnega sogovornika Združenih držav Amerike v Libanonu. Žal je dolgo časa to bil človek po imenu Nabih Berri, predsednik parlamenta, ki se je postavil kot domnevno zmeren pandan Hezbolahu znotraj šiitske skupnosti, čeprav v resnici ni nič takega. Vedno je bil, vsaj zadnjih 30 in več let, je bil politična stran kovanca šiitskega dvojca tega okvira dveh organizacij Amal in Hezbolah. AUN se zdaj postavlja nekoliko drugače, navidezno, da ima dejansko načrte, da Libanon uskladi, da Libanon izpolni svoje obveznosti iz sporazumov, ki jih je sklenil prek Združenih držav z Izraelom, rezolucije Varnostnega sveta ZN, pa tudi lastne libanonske zakone v tem trenutku. Bomo videli, ali se bo to zgodilo, bomo videli, kaj ta podpora pomeni, ali bo AUNu dejansko dala prostor, da stori, kar meni, da mora storiti. Prav tako moramo vedeti, da libanonski predsednik ni dejanska izvršna oblast v Libanonu. Je vrhovni poveljnik oboroženih sil, vendar nima neposrednega nadzora nad vojsko. To poteka prek vlade in predsednika vlade. Skupaj imajo izvršno oblast nad libanonskimi oboroženimi silami in lahko dajo ukaze libanonskim oboroženim silam. Torej, AUN prihaja, veste, da bi okrepil svoj ugled in upa, da bo to izkoristil ter uporabil pristojnosti svojega urada, da bi spodbudil vlado k sprejemanju pravih odločitev. Bomo videli, ali bo to dejansko delovalo, ali pa so njegove namere tako plemenite, kot jih predstavlja. Kar smo slišali, je predsednika Trumpa novinar vprašal o kritikah Nabih Berrija glede dogovora do zdaj. Trump je v bistvu rekel, da misli, da se bo Berri pridružil, ko bo videl uspeh. Ali so kakšni znaki, da Berri spreminja svoj ton, še posebej po tako pomembnem obisku? Ne, mislim, to ni obisk brez primere. To je prvi obisk v zadnjih 20 letih. Berri je na svojem položaju že od leta 1992, če se prav spomnim. Berri je bil ves ta čas isti Berri in je ob različnih časih prilagajal svoj ton. Ob različnih priložnostih je spreminjal taktiko. Na koncu je bistvo to, da je skušal zaščititi Hezbolah s to podobo zmernosti, s političnimi sredstvi, ker so njegove lastne politične možnosti in sama legitimnost Amala odvisne od Hezbolaha. Na tej točki, kaj ne? Te stranke delujejo v simbiozi. Hezbolah in Amal sta na koncu državljanske vojne dosegla dogovor, ki sta ga posredovali Iran in Sirija, da bo ena stran prevzela politični vidik odnosa, vidik pokroviteljstva. To je gibanje Amal, druga stran pa bi prevzela odpor, orožje in tako naprej. In zelo dobro so si razdelili in obvladali stvari. In ustreza jim, da morata obe strani sodelovati, da ohranita podporo šiitske skupnosti, saj imata obe največjo podporo znotraj šiitske skupnosti. Torej, če Amal razjezi, Hezbolah lahko potem prevzame ta del šiitske skupnosti in jih obrne proti Amalu, jih obrne proti Berriju. In lahko se zgodi, da izgubi sedeže v parlamentu. Skupaj kandidirajo na volilnih listah. V prihodnosti lahko izgubi podporo, če bo takrat še živ, ali pa njegov naslednik za predsednika parlamenta in tako naprej. Tako so možnosti Amala tesno povezane s Hezbolahom. Ne vidim ničesar, kar bi predsednik Trump lahko ponudil, da bi ga prepričal, saj so, kot rečeno, osebni interesi tega človeka v podpori Hezbolahu, ki ostaja zelo močan znotraj šiitske skupnosti. No, pogovorimo se o tem, kaj dejansko vidimo na terenu v južnem Libanonu. Libanonska vojska pravi, da so se njene enote začele razporejati v južnem libanonskem mestu Zatari al-Gawije, potem ko so se izraelske sile že umaknile z tega območja. Ampak David, kaj vidiš kot glavni izziv za LAF v tem trenutku na teh 3 pilotnih območjih?
Če so tam še kakšni ostanki borbenih sil Hezbolaha, in predvidevam, da so, kaj ne, v dogovor z dne 3. junija med Izraelom in Libanonom, ki so ga posredovale Združene države, je bila vnesena napaka, ki je pozivala sile Hezbolaha, naj se umaknejo z območja južno od reke Litani. Mislim, evakuacija iz območij, kjer se borijo, je nepraktična, ker so te ljudje večinoma domačini, ne prihajajo iz Irana, ne prihajajo iz drugih delov Libanona. Oni so zaradi pomankanja, zaradi pomankanja boljše primerjave, lokalni Kitot Koneut. In to so lokalne obrambne sile, če hočete, tako kot jih je Hezbolah organiziral. Torej so iz tega območja, s poroko so povezani z ljudmi iz tega območja, imajo družine ali karkoli. To ne pomeni, da niso slabi ljudje, ampak prositi jih naj odidejo je bila napaka. Torej oni bodo tam ostali. Oni bodo ostali oboroženi. Infrastruktura Hezbolaha, če IDF ni popolnoma odstranila pred odhodom, bo tam ostala. In glavni izziv za LAF bo naslednji. Slike libanonskih vojakov, ki bodo poskušali silo razorožiti te ostanke Hezbolaha, glede na, kot smo pravkar omenili, stalno priljubljenost Hezbolaha med libanonskimi šiiti, tudi v vaseh, iz katerih prihajajo, v katerih prebivajo. Tako da mislim, da bo to je vedno bila nepremostljiva ovira za LAF, to soočenje z silami Hezbolaha, in način, kako so se v preteklosti obnašali, je bil nekako kompromisen. IDF je omenila incident, mislim, da konec decembra, kjer so enote LAF vnaprej obvestile lokalne povezovalne častnike Hezbolaha, da prihajajo na območje, da ga pregledajo v vasi Januha v južnem Libanonu. In tam so v bistvu sklenili dogovor, da bo Hezbolah umaknil svoja sredstva iz te postojanke. LAF bi jo dokumentiral kot območje brez orožja in vsi bi bili zadovoljni. LAF bi izgledal, kot da je opravil svoje delo. Hezbolah bi lahko obdržal svoje orožje. Vsi bi lahko šli domov. To je glavna skrb tukaj, da bo LAF znova, glede na ta izziv, poiskal kompromis, kot je to storil v preteklosti. Veliko stvari bo treba še spremljati, saj je to šele začetek izvajanja. David Daud, lepo, da ste bili z nami na II24 News. Hvala.